krone dajejo pred prestol jagnjeta in krone dajejo pred prestol jagnjeta in pojejo, ti vreden vsega si, ti vreden vsega si, ki vse od tebe je. Zate bo vse, ti vreden si slave, ti vreden vsega si, ti vreden vsega si,
zdjęli presygaš vse bogove tega sveta. Zvišen si, Gospod, nad zemljo vso. Zdjęli presygaš vse bogove tega sveta. Povzdigujem te, povzdigujem te, povzdigujem te, moj Gospod. Povzdigujem te, povzdigujem te, povzdigujem te, moj Gospod. Vzvišen si, Gospod, nad zemljo vso. Zdjęli presygaš vse bogove tega sveta. Zvišen si, Gospod, nad zemljo vso. Zdjęli presygaš vse bogove tega sveta. Povzdigujem te, povzdigujem te, povzdigujem te, moj Gospod.
Dragi bratje in sestre, spoštovani verniki in prijatelji, lepo pozdravljeni. Preberimo danes najprej 2 odlomka iz Svetega pisma in potem bomo povedali par besed o njiju. Prvi odlomek je iz Evangelija po Mateju, drugi pa iz Evangelija po Janezu. Najprej berimo iz Mateja. Janez pa je vječi slišal o Mesijevih delih in mu je po svojih učencih, ki jih je poslal k njemu, rekel: Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega? Jezus jim je odgovoril in dejal: Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite. Slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobovi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evangelij in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj. Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu. Kaj ste šli gledat v puščavo? Trst, ki ga veter maje? Kaj vendar ste šli gledat? Človeka v mehko oblečenega? Glejte, tisti, ki se v mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej ste šli gledat? Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. Ta je tisti, o katerem je pisano: Glej, jaz pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred teboj. Resnično povem vam, med rojenimi od žena ni bil obujen večji od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega. In sedaj beremo še iz Evangelija po Janezu. Bil pa je neki bolnik, Lazar iz Betanije, iz vasi Marije in njene sestre Marte. Marija je bila tista, ki je Gospoda mazilila z dišavnim oljem in mu obrisala noge s svojimi lasmi. Njen brat Lazar je bil bolan. Sestri sta tedaj poslali Jezusu sporočilo: Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan. Ko je Jezus to slišal, je rekel: Ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo, da bo po njej poveličan Božji sin. Jezus pa je ljubil Marto in njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še 2 dni v kraju, kjer je bil. V današnjem sporočilu bomo poskušali odgovoriti na vprašanje, kaj narediti, ko se nič več ne da narediti. Kaj narediti, ko se življenje zasuka tako, da se nam zdi, da se nič več ne da narediti? Kaj narediti, ko ni pred tabo nobene jasne poti naprej? Ko ni nobenega izhoda iz trenutnih razmer, okoliščin oziroma situacije? Velikokrat se znajdemo v problemih, za katere se zdi, da ni rešitve. Včasih se nam zastavljajo vprašanja, za katera se zdi, da ni odgovorov. Stvari so take, kot so, in zdi se, da bodo take tudi ostale. In vse to se lahko zgodi na področju medsebojnih odnosov, financ, v službi, na področju telesnega zdravja, v šoli ali česa drugega. Mogoče obstajajo določene opcije, rešitve, ki se ponujajo, toda vnaprej vemo, da niso dobre. Pobeg, vse pustiti, prenehati, predati se, popustiti, prepustiti se ljubosumju, obžalovanju, jezi, vse to se nam ponuja. Potem v taki situaciji se zelo hitro začnemo primerjati z drugimi. Zdi se nam, da vsi imajo točno to, kar smo mi sami želeli imeti. Družino, razmerje, službo, zdravje, življenjske priložnosti. In potem v takih okoliščinah velikokrat delamo prehitre, čustvene, duševne zaključke. Mislimo si, pa nikoli več ne bom srečen, nič dobrega ne bo prišlo iz tega, nima smisla iti naprej, nadaljevati. Želim, da danes razmislimo o svojih občutkih, ko pridemo v situacijo, da se moramo soočiti z neko novo realnostjo, z nekimi spremenjenimi življenjskimi razmerami.
Vsak izmed nas se mogoče znajde v takih situacijah in potem mogoče paničarimo, poskušamo pobegniti, poskušamo se prepustiti malodušju, razočaranju. Zdi se nam, da nam je življenje išlo izven nadzora in da nas je Bog zapustil. Toda, kaj nam Sveto pismo sporoča v takih situacijah? Sveto pismo nam sporoča, nas tolaži in hrabri tudi v takih situacijah. In Sveto pismo nam sporoča, da Bog ni odsoten. Naše borbe niso dokaz, da je Bog brezčuten. Naši problemi niso posledica tega, da bi bil Bog jezen na nas. Vendar imamo kristjani pri tem velikokrat en problem. To dejstvo, da nas Bog ni zapustil, da se ni odmaknil od nas, se nam velikokrat zelo težko sprejmemo. Nekako ne moremo verjeti tega zase, verujemo za druge, za sebe pa ne. Toda skozi staro in novo zavezo v Svetem pismu najdemo ogromno zgodb o ljudeh, ki so bili tako ljubi Bogu, blizu Boga, živeli z njim in za njega. Toda zdi se, da jih je v določenih prehodnih okoliščinah Bog zapustil. Toda to ni bilo res. V bistvu je ravno takrat, ravno v tistem trenutku, mogoče še veliko bolj kot prej, Bog bil z njimi. Kot že rečeno, velikokrat smo v situacijah, katere bi najraje pozabili, ko se zdi, da se nič več ne da narediti. Toda ne obupajmo. Ne mislimo, da Bog ni z nami, da nas je pozabil ali da nas kaznuje zaradi nekega neznanega greha. Poglejmo malo bolj podrobno, kaj nam Sveto pismo sporoča glede tega s svojimi primeri. Evangelist Matej v prebranem odlomku opisuje primer, ko je Jezus bil nekje v Galileji. In ravno kar je dal svojim učencem neka navodila, kako naj gredo okrog, oznanjajo evangelij, ozdravljajo, in tudi sam Jezus je šel oznanjati in ozdravljati. Toda ustavili so ga učenci Janeza Krstnika in mu posredovali vprašanja od Janeza Krstnika. Namreč Janez je želel vedeti sledeče: Jezus, a si ti zares Mesija ali pa prihaja nekdo drug? A si ti ta pravi ali naj čakamo nekoga drugega? Takole smo brali v Mateju 11:2-3. Janez je vječi slišal o Mesijevih delih in mu je po svojih učencih, ki jih je poslal k njemu, rekel: ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo nekoga drugega? Poglejmo ozadje tega dogodka. Vemo, zakaj je Janez vprašal to vprašanje. Janez je bil v zaporu, ker je kritiziral kralja Heroda Antipa. Herod Antipa je bil sin Heroda Velikega, ki je opisan v zgodbi o Jezusovem rojstvu. Toda Herod Antipa je živel z bratovo ženo Herodijado, ki je bila tudi njegova nečakinja, hčerka njegove sestre. In Herodijada se je naveličala Janezovega kritiziranja in prepričala je Heroda, da ga aretira. In Janez je bil aretiran in vržen v ječo v Herodovi palači. Moramo vedeti, Janez Krstnik je bil eden izmed Jezusovih najljubših ljudi. Njuna življenja so se neprestano prepletala. Janez je namreč tisti, ki je oznanil glede Jezusa: glejte, Božje jagnje, ki odjemlje greh sveta. Janez in Jezus sta bila daljna sorodnika in njuni materi sta bili prijateljici. In kakor smo brali, Jezus je imenoval Janeza za največjega človeka, kdajkoli rojenega. In sedaj je bil Janez v zaporu. Američani bi rekli, bil je na zeleni milji. Čakal je smrtno kazen. Kaj bi pričakovali, da se bo sedaj zgodilo? Mogoče, da ga bo Jezus osvobodil, rešil iz zapora. Mogoče bi pričakovali, da bo Jezus poslal angela ali pa da ga vsaj obiskal in opogumil, poslal nekaj hlebov kruha, nekaj rib. Toda kaj je Jezus naredil? Jezus je šel v nasprotno smer. Čim dlje stran. Janez je bil v puščavski trdnjavi
Jezus pa je odšel k jezeru v Galileji, 180 km stran. In ko je Janez poslal Jezusu sporočilo, to, katero smo brali, je bil v Herodovem zaporu že več kot 1 leto, mogoče celo 1 leto in pol. In iz njegovih besed nekako začutimo stisko, katero je doživljal. Vse skupaj ni imelo več nobenega smisla. 1 leto prej je rekel, glejte, to je Božje jagnje, Mesija, odrešenik. Sedaj pa Jezus, si ti sploh pravi? Si ti sploh Mesija? Si ti sploh odrešenik? Si ti tisti, katerega čakamo? Zakaj sem potem v zaporu? Zakaj sem v tej stiski? Zakaj me ne rešiš? In kaj je Jezus odgovoril Janezovim odposlancem? Jezus je odgovoril, povejte Janezu, jaz sem tisti pravi. Povejte mu o ozdravljenjih, povejte mu o vseh osvoboditvah, o vsej milosti, katero ljudje doživljajo, o sporočilu, katerega oznanjam. Povejte mu o vseh stvarih, katere delam. In potem Jezus pove eno zelo nenavadno stvar. In to je beseda za vse tiste, ki so tudi danes v stiski. Mogoče se tudi danes ti počutiš, kot da sediš v ječi že 1 leto in pol in nimaš niti datuma obravnave. Jezus je rekel, blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj. Drugi slovenski prevod pravi takole, kako srečen je lahko vsak, ki me ne zavrže, čeprav to, kar delam, ne ustreza njegovim pričakovanjem o Mesiju. Kaj je Jezus hotel vsem tem povedati? Jezus je rekel, prišli bodo časi, ko vse skupaj v življenju več ne bo imelo nobenega smisla. Toda blagoslovljenje, srečen je tisti, ki vzdržuje svojo vero, ki še naprej veruje in zaupa v mene, tudi če stvari gredo drugače, kot pričakuje, kot je upal, kot je veroval. Tudi če je situacija drugačna in ne ustreza predstavi, kako bi naj izgledalo Božje delo. Blagoslovljen je tisti, ki zaradi tega, ker sem jaz tiho, ne misli, da sem odsoten. Nikoli si Božjo tišino ne razlagajmo kot Božjo odsotnost. Nekaj časa kasneje so bili Jezus in njegovi učenci na mestu, kjer je Janez predtem krščeval. In nekdo je prišel k njim z mračnim sporočilom. Takole smo brali. Sestri Marija in Marta sta tedaj poslale Jezusu sporočilo. Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan. Sestri, ki sta tukaj omenjeni, sta Marta in Marija in njun brat Lazar je bolnik, ki je tukaj omenjen. Jezus je poznal Lazarja, bila sta si blizu, bila sta prijatelja. Zato nas toliko bolj preseneti Jezusova reakcija, kajti takole piše naprej. Jezus pa je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, se pravi Lazar, je ostal še 2 dni v kraju, kjer je bil. Sestri sta bili v stiski, Lazar je bil v stiski. Toda kaj dela Jezus? Navidezno nič. Ostal je tam, kjer je bil. Ni šel k Lazarju, ni ga takoj ozdravil, ni potolažil sestri. Toda ali je to pomenilo, da Jezus situacije ni imel pod nadzorom? A je bil Jezus brezčuten, apatičen ali mogoče celo jezen? A se je odločil zapustiti Lazarja ali sestri? Nič od tega. Vsi vemo, da je Jezus delal svoje delo. Celotno situacijo je obvladoval. Toda drugače, kot so si predstavljali ljudje, kot sta si predstavljali sestri, Lazar, učenci. Kako se je zaključilo? Z največjim čudežem, ki ga je Jezus kdajkoli naredil. Z Lazarjevim vstajenjem od mrtvih. Bog je včasih navidezno odsoten. Navidezno. Toda to ne pomeni, da on ne dela. To ne pomeni, da je on apatičen, brezčuten. On ni odsoten, niti jezen. V stiskah pogosto delamo prehitre, čustvene, duševne zaključke. Mislimo si, nikoli več ne bom srečen. Nič dobrega ne bo prišlo iz tega. Nima smisla iti naprej.
Gubimo radost, gubimo veselje, upanje, nimamo občutka, da smo tukaj z nekim namenom. Toda ni potrebno, da se vse to zgodi. Bog te ni zapustil, Bog te ni pozabil. Tvoje okoliščine so pač okoliščine, take kot pač so. Okoliščine, v katerih moraš zelo stisniti zobe, pretrpeti nepredstavljivo. Niso pa te okoliščine dokaz, da je Bog odsoten ali da se jezi na tebe. Tudi iz te situacije lahko pride nekaj dobrega, kajti Bog dela samo dobro za vse tiste, ki njega ljubijo in kateri so poklicani po njegovem načrtu. Tudi v tej bolečini ali stiski ima Bog jasen namen. Tudi tebe čaka še en nasmeh, še ena sreča. Dragi verniki, vem, vse to ni enostavno sprijeti, vse to ni enostavno verjeti, vendar nam vse to Božja beseda jasno sporoča preko primerov, katere smo danes omenili. Mogoče ste nekateri ravno danes to sporočilo potrebovali, mogoče ga boste potrebovali nekoč v prihodnosti. V takih časih, ko ne vemo, kaj narediti, ko se nič več ne da narediti, se moramo opomniti, da Bog še vedno drži ves svet v svojih rokah. Tudi tvoj svet drži v svojih rokah, takšnega, kakršen pač že je. On drži v rokah tvoje življenje in tvoj cel svet. Amen.